Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni župan občine Radovljica Ciril Globočnik pred kulturnim domom v Kropi, ker ste prišel, da se udeležite 70-letnice tradicije slovenske peči v Kropi, ki je znana po kovaštvu in fužinarstvu. Ja, res je. Danes je tukaj predvsem v organizaciji naših muzejev pa kulturnega društva Kropa ta simpozij ob 70-letnici. Zelo pomemben, bom rekel, kraj, ker je edinstven v Evropi, torej to mesto peči, in sem prepričan, ker je toliko razpravljavcev, da bodo sigurno še kakšne stvari nove. In pa predvsem nam je pa vsem skupaj cilj, da čim več denarja pridobimo tudi strani razpisov države, kajti vse, kar je v Kropi, je zaščiteno in ima visok državni pomen, seveda, ker je pa v naši občini pa še toliko bolj za našo občino. No, sedaj pa pogledava še, kaj se dogaja v občini Radovljica. Pravkar se je končalo glasovanje za participativni proračun in kako ste zadovoljni s samim glasovanjem in kaj je bilo izglasovano za participativni proračun iz tega področja. Jaz lahko rečem, da sem izredno zadovoljen tudi v letošnjem letu z glasovanjem. Sicer nismo dosegli 30% kot pred 2 letoma, ampak izredno visoko, še vedno preko 26% udeležbe, to je v slovenskem merilu najbolje. Tako da se iskreno zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri pripravi projektov in pa seveda tudi pri glasovanju. Zdaj projektov je 25, jaz ne bi našteval vseh, ampak mogoče izpostavil recimo, ne vem, v Lesah je bil projekt tribun za nogometno igrišče, v Vrbnjah ravno tako za športni park, potem v Podnartu je bil izglasovan predvsem oprema dvorane, torej da bo nadgradnja tistega za kulturne prireditve. Tudi v Lipniški dolini, če omenim, je bil en zelo dober projekt sušilnica sadja. Se mi zdi zelo kvaliteten, da se to obnovi. Tako da lahko rečem, predvsem to, da bo zdaj komisija dokončno pregledala kompletno stanje, ker je tudi finančno vrednoteno, in potem bomo šli v letošnjem in pa naslednjem letu tudi v izvedbo. Lahko pa povem za prejšnji 2 leti, da smo vse projekte tudi realizirali. Prejšnji teden je občino Radovljica obiskal evropski komisar Nikola Schmidt in sicer se je oglasil na PUM-u. Spremljali ste ga tudi vi. Kako ste bili zadovoljni z obiskom in zakaj se je pravzaprav oglasil? Ja, predvsem je ugotovil oziroma je bil obveščen, da je naša ljudska univerza izredna s temi programi in tudi na samo prizorišče, torej, kjer upravlja programe PUM-a, so mu predstavili pravzaprav, kako delujejo. Jaz sem zelo vesel, da je prišel v Radovljico, zaradi tega, ker smo tudi pohvalili ljudsko univerzo kot najboljšo pri zbiranju evropskih sredstev, torej so zelo uspešni na kandidaturah, ki so razpisane, bom rekel, za te programe, ki jih upravljajo. No, v zadnjem času pa je zelo veliko slišati ponovno o lokaciji nove regijske bolnišnice in ena izmed idej je tudi Radovljica. Zakaj menite, da je Radovljica tako primerna? Ja, mi smo to že velikokrat pojasnjevali, lahko pa rečem, da je toliko argumentov. Zdaj mi smo, bom rekel, tudi na Ministrstvu za zdravje, na DARS in pa DRSI pripravili en idejni predlog, kako direktno iz avtoceste priti do
območja bodoče bolnišnice. In tudi to je bilo vse potrjeno, tako da imamo, sem prepričan, najboljše pogoje. To je nekje v sredini Gorenjske in pa predvsem poudarjamo, da imamo tudi letališče, ki se je izkazalo za izredno pomembnega pri prevozu organov, in pa tudi za helikopterski reševalni center za to področje Slovenije. In kdaj menite, da boste dobili rezultate o tem, ali bo lokacija v občini Radovljica? No, jaz sem prepričan, da je treba se čim prej odločiti, ker to se odvija zdaj že preveč let. Mi smo pričeli s tem projektom 2017, kot so obljubili predstavniki Ministrstva za zdravje, naj bi se to zgodilo do konca poletja letošnjega leta in jaz upam, da bo tako. In seveda vi imate to že vse v občinskem prostorskem načrtu uvedeno? Občinski prostorski, tako je OPN, je v letu 2012 omogočil pravzaprav področje, ki je bilo namenjeno izključno zdravstveni oziroma bolnišnični dejavnosti, in to je 10 hektarjev plus 7 v bodoče, tako da se lahko tudi to področje razvija v prihodnosti. Ni samo za bližnjo prihodnost, ampak tudi daljše obdobje.